Drage kolegice in kolegi, bi kar pričeli, da ne bomo preveč v zamudi za naslednjo sejo, in sicer prosim, Metka, da me napoveš. Spoštovane kolegice in kolegi, imam posebno priložnost, da v naši sredini pozdravim profesor dr. Bojano Žvan. Profesor Žvanova je gotovo posebna osebnost v slovenski medicini. Vedno je svojim delom predstavljala vzgled in vzpodbudo mnogim, tudi nam, tudi meni osebno. Za svojo neverjetno energijo in znanjem je na vsak način hotela pomagati slovenskim bolnikom. Naletela je kot vsi mi in mnogi, ki so tudi odšli iz Slovenije, na številne ovire, vendar je vseeno vztrajala. V času, ko smo imeli priložnost, da sem sama vodila zdravstveni svet, sem sledila mislim in idejam Bojane, ki je v tistem obdobju razvila izjemno pomembno dejavnost v Sloveniji, zdravljenje akutne možganske kapi. Telemedicino, telekap, ki rešuje življenja bolnikom in ki je izjemnega pomena za slovensko medicino. Inštitucija, ki smo si jo zamislili kot posebno ustanovo, ni zaživela zaradi mnogih nasprotovanj, pa ne političnih nasprotovanj v okviru stroke, v okviru tistih nasprotovanj, ki so nerazumljiva. No, pa kljub temu verjamem, ker strokovnost je edino merilo uspeha. Uspešno se nadaljuje zdravljenje akutne možganske kapi in vsi računamo, da bo Bojana ponovno vstopila v center tega dogajanja in razvijala to vejo medicine še naprej. Prosim, Bojana. Hvala, Metka, za te ganljive besede in predstavitev. Danes se ne bom dotaknila možganske kapi, čeprav je migrena eden od dejavnikov tveganja za možgansko kap pri mlajših osebah. Ampak zato, ker se je na področju migrene toliko zgodilo, da imajo danes tudi ti ljudje, ki tako zelo trpijo, možnost kakovostnega življenja. Govorila bom o migreni, ki sicer zelo onesposablja, vendar jo je mogoče zdraviti. V uvodu bom najprej govorila nekaj na splošno o migreni, pričela bom z opisom moje bolnice, potem se bom dotaknila zdravil za akutno zdravljenje, za preventivno zdravljenje in na koncu poudarila, kako je potrebno te paciente zdraviti personalizirano, individualno. Migrena nikomur ne prizadene. Tudi najslavnejšim osebam, bodisi so politiki, igralci, športniki. Migrena lahko prizadene prav vsakogar. Migrena, kot vidite, v tem trenutku živi v svetu več kot 1 milijarda oseb z migreno. To je približno 12% populacije. 1 od 5 žensk ima migreno, 1 od 16 moških, 1 od 11 otrok in 1 od 4 družin ima vsaj nekoga v družini z migreno. V Sloveniji je v tem trenutku, sicer imam podatke iz NIJZ-ja za 2019, okrog 270, skoraj 300 tisoč oseb, ki trpi zaradi migrene. Migrena onesposablja in ta diapozitiv prikazuje, da je med nevrološkimi boleznimi migrena na drugem mestu po onesposobljenosti. Takoj za možgansko kapjo in da ne boste verjeli, demenca in Alzheimerjeva demenca so šele na 3. mestu. Torej, migrena je takoj za kapjo.
glede onesposobljenosti. So smo eno leto naredili 2020 eno kratko anketo in smo poskušali narediti izračun, koliko nas migrena stane. Vzeli smo podatke sicer za leto 2016 in smo ocenili stroške glede na absentizem, to pomeni glede na bolniško, in glede na prezentizem, to pomeni na to, koliko pacientov je v službi, ampak so nefunkcionalni. In smo dobili takele izračune, da je za absentizem nekaj več kot 500 evrov na osebo na leto, za absentizem, pa smo še ene ankete delali posebej, ki je bilo nekaj več kot 600, za prezentizem pa je bila ta interval malo širši, med 300 do 900, tako da smo izračunali tam okrog 650 evrov na leto. In če ima 12% populacije migreno v Sloveniji, gre za absentizem 140 milijonov evrov letno, za prezentizem pa 150 milijonov, to je 300 milijonov evrov na leto samo za migreno, pa še ti izračuni niso zelo natančni. To pomeni, da je migrena zelo pomembna bolezen, ki sicer ni life-saving, ampak je močno onesposobljajoča. Zdaj, jaz danes ne bom govorila o teh naših študijah, ki smo jih v zadnjem času delali glede migrene, in sicer smo se obrnili na patofiziologijo migrene in proučevali vpliv substance CGRP, ki je najbolj pomemben igralec v patofiziologiji migrene, kakšen vpliv ima na možgansko cirkulacijo, na sistemsko cirkulacijo, in to je moja doktorantka, ki je pač z 5 članki doktorirala nedavno, in to so zdaj v bistvu zadnja leta, kar smo pač proučevali CGRP. Dotaknila se bom pa na splošno migrene, da spet malo osvetlim, dvignem zavest o migreni in da vam predstavim, da je migrena res resna bolezen. To je bila napravljena ameriška študija o prevalenciji preventive migrene in poglejte, samo polovica oseb z migreno je dobila diagnozo. Pol oseb sploh nima diagnoze. Kar 50% oseb, ki pa so imeli migreno, pa ni vzdržalo na preventivni terapiji, ker je bila to stara preventivna terapija peroralna, ki ni bila ciljano namenjena migreni. Tako da jih je v 60 dneh kar 50% prekinilo zdravljenje. Glede preventivnega zdravljenja bi moralo biti več kot 35% pacientov na zdravljenju, ampak jih je daleč premalo, ugotavljamo samo 13%. Zdaj bom pa jaz opisala eno mojo prijateljico, igralko gledališko, vsi jo poznate, ampak je tukaj anonimna, je tudi pisateljica. Kot otrok je dobila migreno pri 8 letih. Začeli so se najprej te tipične epizode ponavljajočih trebušnih krčev, to boš Majda ti najbolj vedela, ne? Da je to tudi lahko migrena in zabruhanje. Vsak mesec je čakala s tesnobo, kdaj se bo ta napad ponovil. Strah je bilo že vnaprej, veliko je prej jokala. Kot mladoletnica so se začeli že te vidne avre, z meglenim vidom, z užitvijo vidnega polja, migotanjem, barvastih bleščečih skotomov, utripajoč glavobol, ki je bil nevzdržen po teh vizualni analogni lestvici 10 od 10, najhujši glavobol v življenju. S slabostjo, z motenjem svetlobe, hrupa, bila je povsem onesposobljena. Triggeri, se pravi sprožilci, so bili vedno menstruacija, fotofobija, onesposobljeno oziroma sprehod po soncu, po mrazu, po vetru, tudi ta stroboskopska svetloba v disku, tudi pri učenju je onesposobljala. In pa tudi, kadar ni imela napada, je tudi kljub temu razmišljala o tem, da ima migreno. Potem kot študentka je spet bila onesposobljena, tu se je že vključila ta psihološka, psihična komponenta, ki je bila anksiozna, nerazpoložena, skipljiva je bila, depresivna je bila, imela je motnjo koncentracije, bila pa je igralka, ona se je mogla ogromno stvari zapomniti. In takrat je začela že uživati ogromne količine analgetikov.
No in nato se je poročila, dobila otroka, postala žena, mama, migrene so se pa še poslabšale. In takrat je imela ona že več kot 15 dni migrene v mesecu. In praktično ni bila več sposobna obvladovati ne družine, ne službe, ni se mogla zabavati. Začela je zapadati v depresijo, brezupno se je počutila. In začela se zdraviti s temi običajnimi peroralnimi zdravili, ki so bila takrat na razpolago, od beta blokerjev, antihipertenzivov, antidepresivov, nevromodulatorjev, akupunkturo, bioenergijo, vse je dala skozi, pa nič ni pomagalo. In ona je imela neprestano te hude težave, živela je v bliskanju, v temi, v nesposobljena. Zdaj, kakšen je pristop k zdravljenju migrene? Vedno naj bi bil multidisciplinaren in multidimenzionalen. Namen pa je seveda čim prej prekiniti bolečino, izboljšati funkcijo, zmanjšati frekvenco glavobolov in pa preprečiti in omejevati napredovanje, da se ne razvije kronična migrena, ki pa daje že morfološke znake. Se pravi, svetovati je treba normalen življenjski slog, normalno spanje, zmanjšanje telesne teže, izogibanje tem triggerjem, obravnava komorbidnih stanj, kot je tukaj recimo lahko alergija, depresija, pogosto je povezana tudi z astmo, z epilepsijo celo, pa izogibanje čezmerni rabi akutnih zdravil. Na to akutno zdravljenje. Akutno zdravljenje mora biti seveda učinkovito, zato da čim prej zagotovi zmanjšanje glavobola. Potem zagotovi stanje brez bolečine, zmanjšanje vnovičnih glavobolov in zmanjšanje neželenih dogodkov, ki so sočasno združeni z to migreno, in preventivno zdravljenje, ki zmanjša splošne klinične značilnosti migrene, to so pogostnost, intenzivnost, trajanje, trpljenje, izboljša odzivnost tudi na akutna zdravila, lahko zmanjša to nesposobljenost in pa s tem se lahko tudi izognemo sekundarnemu glavobolu zaradi čezmerne rabe zdravil. No in zdaj tukaj vidite že, kdaj se razvije sekundarni glavobol zaradi čezmerne rabe zdravil. Recimo pri triptanih ali pa ergotaminih, ko so za akutno zdravljenje bila do zdajšnjih novih edina zdravila, je dovolj, če zaužije ženska 10 tablet mesečno, pa se že začne razvijati medication overuse. Druga zdravila, kot so nesteroidna protivnetna zdravila, aspirin ali pa paracetamol, je pa tam malo več manevrskega prostora, najmanj 15, se pravi 15 in več. In pa, če so kombinacije zdravil, smo pa spet samo na 10. In zelo pomembno je prestrezanje napredovanja od epizodne do kronične migrene. Zato je treba vplivati na dejavnike tveganja, ki jih imate tle napisani na vaši levi strani, zato, ker zapušča tudi domnevne spremembe, ne samo morfološke, anatomske, ampak nevrofiziološke in nevrokemične. In kot vidite tukaj gor, na vrhu, je tudi vidno že strukturna okvara sive možganovine, ki pa je lahko še reverzibilna, kadar mi čim prej povrnemo to kronično stanje nazaj v epizodno. In preprečimo progresijo bolezni z temi zaščitnimi dejavniki, z preventivnimi zdravili. To so pač recimo preventivna je tudi višja izobrazba, zakonski stan, socialni status, telesna aktivnost in obvladovanje stresa. To zmanjšuje progresijo migrene. Zdaj, nova zdravila, ki so na razpolago, bom zdaj na hitro šla skozi, to so triptani v novih oblikah, ditani, gepanti, monoklonska protitelesa. In če se dotaknemo triptanov, to so agonisti, se pravi pospeševalci 5-hidroksitriptaminskih receptorjev 1B in 1D, so stara zdravila, edina specifična zdravila do zdaj za migreno, za akutno zdravljenje migrene, ki pa so že na tržišču od leta 1992, ampak zdaj se pojavljajo v zadnjem času nove formulacije v obliki raznih pršil in tega in mogoče se lahko izognemo neželenim učinkom. Je pa ena zavora,
Zato, ker imajo kardiovaskularni efekt. Se pravi, pri pacientih z hipertenzijo, za katerokoli kardiovaskularno boleznijo, je to kontraindicirano, ker povzročajo vazokonstrikcijo. Naslednji so gepanti. To so nova zdravila, ki zavirajo peptid povezan z genom za kalcitonin, imenujemo ga CGRP, in sicer na male molekule tega peptida. Danes imamo na razpolago v svetu rimegepant, ubrogepant in zavegepant, ta je v obliki nosnega pršila. Rimegepant je bil predstavljen že pri nas na enem sestanku ZZZS, ampak so nekako prestavili, tako da še vedno ni bilo drugega sestanka, komaj ga čakamo, zato ker je to edino zdravilo v tem trenutku v Sloveniji, ki je peroralno, to je prvo, in ki ga lahko uporabljamo za akutno zdravljenje in za preventivno zdravljenje, pa ne samo to, nima stranskih učinkov na kardiovaskularni sistem. Skratka, zelo težko ga čakamo. No, to so bile zdaj pač te študije napravljene, to je samo dokaz, da so bile napravljene velike, randomizirane, s placebom kontrolirane študije, da je zdravilo učinkovito in da je odsotnost bolečine in odsotnost najbolj motečega simptoma pri migreni 2 uri po zaužitju rimegepanta 75 mg v primerjavi s placebom bil veliko bolj učinkovit. Naslednji so ditani. Ditani so bili v bistvu že, jih je že FDA odobril leta 2019, mi jih še vedno čakamo, to je bil lasmiditan, ampak pri nas ga še vedno ni. Za razliko od triptanov, ki delujejo na 5-hidroksitriptaminske receptorje 1B, 1D, ti delujejo na 1F receptor. In ta receptor ti receptorji ni v kardiovaskularnem in žilnem sistemu. Se pravi, je prisoten samo v možganih in na ta način lahko zavirajo sproščanje CGRP, ki potem povzroča ta bolečinski sindrom in vazodilatacijo. Potem so nova zdravila za preventivno zdravljenje. To so monoklonska protitelesa, ki sodijo med biološka zdravila. To je ena cela revolucija, da je tudi v zdravljenju migrene kar naenkrat dobimo biološka zdravila. Delujejo kot dolgo delujoči zaviralci aktivnosti CGRP in so pri migreni vpleteni v proces bolečine pri tej vazodilataciji in seveda delujejo daljše obdobje, zato se tako tudi dozirajo. Preprečujejo pa migreno pri pogostih epizodnih migrenih, tam, kjer je indikacija pri kronični, pri refraktorni migreni in pri glavobolu zaradi čezmerne rabe analgetikov. Naj omenim še prejšnja dva za akutno zdravljenje gepante in triptane. Ti ne povzročajo medication overuse, kar je tudi naslednja velika prednost, lahko jih pa celo pri nosečnicah ali pa recimo pri starejših od 65 let uporabljamo. No, zdaj, v tem trenutku imamo na razpolago v Sloveniji 3 monoklonska protitelesa, to so erenumab, fremanezumab in galkanezumab, eptinezumab, ki se daje intravenozno in je bolj rezerviran za kronične migrene, refraktorne migrene, se daje pa intravensko enkrat na 3 mesece. Sicer ostala zdravila se dajo pa enkrat na mesec subkutano v obliki avtoinjektorjev in je pravzaprav zelo preprosta uporaba. To so spet študije, ki so podprle za epizodno migreno, vse študije so podprle vsa ta zdravila, vsi rezultati so bili pozitivni, vsi primarni cilji so bili doseženi, tudi sekundarni, in pa za kronično migreno, prav tako, erenumab, fremanezumab in galkanezumab. Jaz se zdaj v te študije ne bom spuščala, ker ni pomembno, bistveno je, da so bile vse pozitivne, visoko pozitivne. Potem imamo tu tudi dosti novo zdravilo, botulinum toksin, onabotulinum toksin A, ki se tudi uporablja pri zdravljenju kronične migrene, rezervirane samo za kronično migreno, in to je bila ena metaanaliza narejena, da na splošno ugotavljajo, da je uporaba botoksa za zdravljenje migrene učinkovita,
pa tudi stroškovno sprejemljiva, tako da v bistvu za kronično migreno ga lahko uporabljamo. Potem imamo to spet ta nazaj, rimegepant, o katerem sem prej govorila, da je rezerviran za akutno zdravljenje, je primeren tudi za kronično migreno in za preventivno zdravljenje, za pogosto epizodno migreno. In prav tako se je izkazalo, da se je zmanjšalo število migrenskih dni v zadnjem mesecu, ob dolgotrajni terapiji. In tudi sekundarni cilji so bili pri rimegepantu izpolnjeni. Naslednje zdravilo je atogepant. Ta še ni bil objavljen, še ni bil v uporabi, ampak so se tudi tukaj pokazale študije, da v obliki peroralnih tablet so učinkovite v preventivi migrene. Zdaj, še to bi rada povedala, da kadar imamo migreno, kot ste pri moji pacientki videli, je imela breme tudi med samimi napadi, ne? Se pravi, imela je breme med dvema napadoma. In monoklonska protitelesa, v tem primeru je bila narejena študija za galfanezumab, je kar za 42% zmanjšala to breme med dvema napadoma. Tako da tudi to je v bistvu en zelo ugoden učinek monoklonskih protiteles. In kaj pravijo zdaj smernice? Prve smernice za migreno so bile objavljene, mislim, da 2018, druge pa updatane 2022. Po prvih smernicah smo mi mogli ukiniti oziroma kontrolirati po 3 mesecih, pa po 6 mesecih, pa potem tudi ukiniti zdravljenje. Pri updatanih smernicah to ni več potrebno. Zdravilo se lahko uporablja toliko časa, kolikor je potrebno. Zdaj bom pa zaključila z mojo pacientko. Ona je rekla, po zdravljenju z injekcijami bioloških zdravil septembra 2020 sva začeli. Se je stanje hitro izboljšalo. V prvem mesecu, po prvem odmerku zdravila sem imela le še 3 napade, predtem jih je imela pa več kot 15. To je bilo zanjo kot nič. Prvič v življenju sem začutila, da je možno živeti brez bolečine, kronične utrujenosti, po napadih brez strahu, da bi se migrena spet ponovila. Zame je to nov svet, je rekla. Za večjim veseljem se rekreiram, saj mi gibanje na zraku, ob vetru, mrazu in soncu ne povzroča več napadov. Zelo sem hvaležna za veliko olajšanje. Upam, da bom lahko nekoč živela brez zdravil. Hvala nevrologinji in napredku v medicini, da lahko spet živim. No in po enem letu dajanja injekcij monoklonskih protiteles so poskusili terapevtsko pavzo, 2-mesečno terapevtsko pavzo. Že v prvem mesecu brez bioloških zdravil so se migrene poslabšale. Trepetala je z mislijo, da bo spet padla v ta pekel, ki ga je doživljala prej. Moja nevrologinja mi je takoj predpisala spet novo zdravilo, monoklonsko protitelo, ampak drugačno. Jaz ponavadi v svoji klinični praksi menjam monoklonsko protitelo zaradi morebitne preprečevanja razvijanja kakršnihkoli protiteles. In jo je bilo to spet strah, mogoče pa to ne bo prijelo. In je čakala strahom. Ampak nič se ni zgodilo. Sploh nič. Ona ni imela več glavobolov, čudežno ni imela več migrene. In ponedeljek 23.5.22 ob 11.51 mi je napisala, moje stanje je tako, da imam zelo redko še napade, zelo redko, potrebujem skoraj nič imigrana, to pomeni za akutno zdravljenje. In 26.9. zdaj letos pa je napisala, moje migrene so izvenele, monoklonsko protiteles ne jemljem več, jih je prekinila. Občasno pa zelo redko se začuti migreno in vzamem kakšen analgetik ali pa imigran ne več kot 1 tableto. Se pravi, tudi dolgoročno je bila terapija z biološkimi zdravili učinkovita. In zakaj sem jaz njo tako poudarila? Zato, ker je treba v bistvu personalizirati, individualizirati zdravljenje vsakega pacienta z migreno, tako kot pri vseh drugih boleznih. In ta objektivna merila so zelo pomembna, so zelo dragocena merila, ko temeljijo na bremenu migrene na bolnika ob začetku zdravljenja, natančnem spremljanju napredovanja zdravljenja, se pravi, skozi je treba pregledovati dnevnike,
tudi če pošilja po mailu, potem pri neprestanem prilagajanju zdravil, tako da sem jo v bistvu njej zamenjala monoklonsko protitelo, zato ker je imela predtem še vedno 3 napade, in pa seveda subjektivnih parametrih kakovosti življenja. In takrat mi lahko v bistvu dosežemo tako ravnotežje, kot jo ima ta akrobat. Hvala za pozornost. Bi pa mogoče kar nadaljevali, pardon, za naslednjim predavateljem, ker še ni bilo doktor Kališnika, bi mogoče preskočili vas pa dali na naslednjo, da si malo spočijete, pozdravljeni. In bo sedaj imel svoje predavanje dr. Boris Čižman, moj sošolc s faksa. On je diplomiral na medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in začel po obveznem delu v splošni medicini klinično karierno pot v UKC Ljubljana na kliniki za nefrologijo. Leta 90 je prejel raziskovalno nefrološko štipendijo na Univerzitetni kliniki Pensilvanija. Sem bila tudi pri njem na obisku takrat. Po dodatnem kliničnem in epidemiološkem usposabljanju se je leta 1999 pridružil Electrolyte and Hypertension Division in Department of Medicine of the Perelman School of Medicine. Poleg tega je do leta 2006 vodil Renal Section of the Philadelphia VA Medical Center. Po 7 letih akademske kariere je vodil raziskavo o dializnih napravah, raztopinah in programski opremi za peritonalno dializo. Kasneje pa je izvajal še vrsto drugih raziskav in programov. Trenutno pa je predsednik kliničnega razvoja pri Mindless Therapeutics, ki raziskuje nov selektivni zaviralec aldosteronske sintetaze, lorundosteron, boš ti povedal. Lorundostat, ja. Tako da zdaj te prosim, da predstaviš svoje predavanje, kako opredeliti uspeh v kliničnih raziskavah. Hvala lepa, Bojana. Jaz dolgujem to, da sem tukaj drugi Bojani Bejović, ki je me povabila, glede na to, da se zelo dobro poznamo, da predstavim in skušam opredeliti uspeh v kliničnih raziskavah. Zdaj, jaz se nisem prej dogovoril z Bojano, da bom imel večino predavanja v angleščini, glede na to, da sem že 33 let v Ameriki, ampak bom potem na voljo seveda v slovenščini za kakšna vprašanja. Torej, če skušamo pogledati, kdo je v kliničnem raziskovanju. Who plays a role in clinical research? It requires really evaluation from various perspectives. On one side, we have clinical researchers who could be part of the large academic centers, as we can see here. You can talk about sponsors who could be government, private foundations, or large or small biopharma. Obviously, the healthcare systems are important because they are looking at the results and potential innovation. But at the end, we should not forget that the most important part of research are our customers, and these are our patients. So, if we look at the physicians and scientists as principal investigator, so for instance, you have here Igor, who is actually still practicing and does a lot of clinical care, but at the same time, he's very successful researcher. On the other side, like me, I started in academic medicine, and then I turned back and went to the so-called dark side of medicine, which is
considered to be pharma industry. But no matter where you are, you try to practice the same medicine. You need to be, when you're exploring research, you need to understand the diseases, you need to understand new treatment strategies, as well as the goal is ultimately benefiting the patients with their outcome. Now, for physicians, it's important to sharpen their expertise and ensure they are well equipped in demands of the clinical research landscape. And at the end, as already we heard at this conference, that safety of patients and ethical dilemmas of research must always remain paramount. There is no compromise there. So what is needed for successful research? Well, on one side, we have physicians or companies who prepare study design that should be supported by very meticulous statistical analysis and safety plans. We have patients that need to be informed about the research, and now compliance with privacy regulation is obviously non-negotiable, either in the United States as like HIPAA or in the European Union. But also very important, and I'm glad that we heard at this conference as well, transparency is critical. Communication to diverse audiences, this could be your team members, your colleagues, or other participants, and this is really very important part of the success. So what else is needed for successful research? So if you are in academic medicine, publishing, it's a must. You need to have your research published, ideally in very good medical journals. Now, in today's world, when you do research, you need to include everybody. Diversity is really critical in today's context. Finally, the research needs to, at the end, make sure that presents real-world applicability. All the studies are usually very limited. You have inclusion, you have exclusion criteria, but then when the drug is approved, you need to really look, how does this drug perform in the real life? Obviously, critical thinking is always important, and I think that this drives innovative treatments with obviously, hopefully, improvements. So what is the ultimate success in clinical research? I think that we need to balance that the new development, the new drug should enhance patient outcomes, but at the same time, it has to be meaningful economically and sustainable for society. Obviously, if you have new medications, new drugs, they need to be made affordable. And how do we do that? Well, that's the reality is actually this. There is obviously only 10% of new investigational drug ever reach the market. And of course, from pharma perspective, you consider success if you have financially viable price point when the drug is being launched. And at the same time, insurances or health systems, they need to offer cutting edge treatments like Bojana was talking earlier, to have medication for migraine available for 3 or 4 years and maybe not be affordable because the healthcare system may be overburdened within their budget. So I think that, at the end, the researchers brings all these diversity skills. They learn about epidemiology, study design. We need to always think about evidence-based medicine, and obviously we already mentioned the ethical research as well as the communication skills that will discuss the scientific finding. So I want to close with
with a story that I have been part of for about 7 years. In 2019, these 3 researchers that you see here, and I will start with Sir Peter Ratliff, who is nephrologist from Oxford in UK. This is Dr. Semenza from Johns Hopkins and Dr. Kaelin. So they received a Nobel Prize for deciphering the mechanism of genes that works in hypoxia. And I was lucky that by the time that they actually received the Nobel Prize, I worked already 5 years on the medication that will mimic this mechanism and could be used as an oral drug to treat anemia of chronic kidney disease. So this is just one of the very busy slide, and looking at the mechanism where this drug, as you can see here, may work. These are so-called hypoxia inducible factor prolyl hydroxylase inhibitor. It's a very long work. So everybody says HIF-PHI. And this medication, we have been working on them for about 5-6 years at that time. We saw that this will definitely change potentially the practice of medicine. So what happened? I think this is the partially success story, and I will tell you why. So we published both studies in New England Journal of Medicine. You may see here my name somewhere here in between. I was initially complaining because I was the lead nephrologist from GSK for 6 years, and they said, "Oh, we need to list all the other external professors and scientists first before we do the company investigators." So we published this, and the results were, very good. So these are the data over 3 years. You can see here in red is the erythropoietin stimulating agents. In black was our drug that produced that. Over 3 years, really, there was no big difference. And if we looked at the conclusions, so patients who are on dialysis, either PD or hemodialysis, the treatment was non-inferior to established erythropoietin stimulating agents. And there was, in terms of change of hemoglobin or cardiovascular outcomes. So from this perspective, this drug has been definitely a success. And, last year, actually, FDA approved this drug for the treatment of anemia in dialysis population. But when I started this project, I really wanted to look at the anemia treatment in patients who are not on dialysis for 2 reasons. These patients need to get injections every 10 days, twice a month, every month, and some of them really don't like that. So the hemoglobin level and initial outcomes were always, as you can see, the curves are quite parallel. However, when we look at the primary and principal secondary outcomes, there was also no big difference. But at the end, when we look at the safety of these drugs, we have seen that in 2 areas, and this has been known that maybe there is recurrence of cancer, or there was high rate of esophageal, so esophagus and gastric erosions, and this was quite substantial difference. So because of these 2 reasons, the American, Food and Drug Administration did not approve this drug for indication of chronic kidney disease for participants or for patients who were not on dialysis. So the question is now, has this been considered a success or not? And I would say, we did everything that we did. The challenge is that you cannot really predict the results. But I think everything what has been done as part of the, Nobel Prize idea, and then everything what has been executed in about 8,000 patients in about 6 years, I think
we show that this could be done, but the results are sometimes unpredictable. So I will leave you with this, and I always welcome any communication. I put my email here, and I'm trying, before I retire, to at least launch one or next drug for the patients with kidney disease. Thank you. Hvala, Borut, za res zanimivo predavanje in za to veliko delo v takem okolju, v kakršnem delaš. Morda bi mogoče predstavili diskusijo na koncu, da bomo videli, koliko imamo časa in v tem času razmišljite tudi kakšno pomembno vprašanje. Hvala, Borut. Sedaj bi šli po vrsti, kot smo prej, pa bomo vas predstavili kot naslednjega predavatelja. In sicer to je Jurij Matija Kališnik iz Medicinske fakultete Paracelsus Univerze v Nürnbergu v Nemčiji. Govoril pa bo o napredovanju, prepoznavi in obravnavi najpogostejših komplikacij po operacijah srca in o tem, kako omogočajo pomembno izboljšanje po operativnih izidih zdravljenja. Spoštovana predsednica na podiumu, vsi udeleženci, veselje mi je, da vas lahko pozdravim tudi na takle način in pa prav z tega mesta. Hvala za povabilo, moji profesorci histologije. Vesel sem, da je tukaj tudi mentor, pri katerem sem pravzaprav opravil velik del prakse in ki me je tudi, kateremu gre zasluga profesor Gregorič, verjetno veste že zdaj, o čem govorim, da me je pravzaprav navdušil za raziskave in ko je rekel only sky is the limit in svojim zgledom povedal te stvari v dejanjih, je tudi naši generaciji srčnih kirurgov v Sloveniji dal krila. Tako da zdaj bom pa šel mal ali pa kar direktno z Dunaja, bom rekel, v Ljubljano. Namreč to je vse ena lepa pokrajina in ta lepa pokrajina bo zdaj nekako tudi se zrcalila v znanstveni pokrajini, katere priča smo lahko v današnjih dneh. Da tako rečem, prijetno udobno sedimo v takih udobnih stolih in to je ena dobra asociacija, mogoče tudi na to, kam pravzaprav se pomikamo. Namreč vsak, že kot civilizacija, bom rekel, težimo, da smo čim bolj udobni, hkrati, da tudi pomagamo drugim, da tudi drugi udobno, bom rekel, v življenju sedijo. No, in tukaj pa pravzaprav gre za to, da bi rad pokazal, začetki srčne kirurgije so bili revolucionarni. Sedelo se je zelo na trdih stolih, ali se je bolj stalo. Z operacijami, ki so bile bolj kot ne, vsaka operacija zase eksperiment v hipotermiji, v ledu ali potem brez zaščite srčne mišice, so bili tudi izidi precej negotovi. Ali pa bomo rekli tako, včasih je zelo uspelo, včasih pa tudi ne. No, ampak vsem tem pionirjem se moramo pa zahvaliti, da lahko danes uživamo dobo srčne kirurgije, ki ima etablirane rezultate, kar pomeni, da lahko primerjamo, najboljše klinike to seveda potem to ves čas objavljajo in s temi objavami smo primerljivi, da lahko, bom rekel, ta nivo odličnosti vzdržujemo. Govorim zdaj o klinični odličnosti. In zdaj, če pa se potem še malo na desno obrnemo, bomo pa rekli, ja, sedaj smo tukaj na enem takem udobnem stolu s 3 stebri, kjer pravzaprav vidimo, da je indikacija za srčno kirurgijo zelo pomembna. Zdaj seveda se moramo omejiti, verjetno je to aplikabilno tudi na kakšna druga področja. In ko imamo bolnika, ki se nam zaupa in mu določimo oziroma se skupaj odločimo, kaj bomo izvedli, potem to izvedemo na kar najboljši možni način. To je dan danes na minimalne invazivne načine, z čim krajšim operativnim časom, za čim manjšo, čim boljšo uporabo potem tudi podpornih sistemov, kot je, se pravi, aparat, srce, ožilje, ki nadomesti za tisti čas, ko srce počiva, naše funkcije. Se pravi, to je druga noga desno spodaj. No,
Kar se pa zdaj mogoče zadnjih 7 let pa bistveno pospešeno razvija, je pa tudi zavest, da prvič, tako kot vsak športnik, ko mora iti na stezo optimalno pripravljen, v tem smislu tudi bolnika moramo dati, ko izpostavljamo bolnika in v velikem tveganju optimalno pripravljenega, podprtega, naredimo potem odličen poseg, kar se le da, in ga seveda po operaciji tudi podpiramo, da se čim prej postavi na noge in da gre seveda zdrav, čim manj, bom rekel, moten od posega v normalno življenje. Sem zdaj za nalaš rekel moten posega, ker imamo tle več nivojev potem teh motenj. No, in to bi rad nekako to naslovil, se pravi, sam trenutno sem možnost, imam, da operiram, bom rekel, normalno odraslo srčno kirurgijo, hkrati pa se z 3 oziroma zdaj 4 doktoranti lahko ukvarjamo na poglobljeno na področjih, tudi kaj pa je treba narediti potem, ko je uspešna operacija končana, kaj bolnik takrat potrebuje in to interdisciplinarno s kardiologi in tudi drugimi specialnostmi potem tudi intenzivno počnemo. Se pravi, gremo zdaj še malo v komplikacije, po operativne komplikacije pogledati. Najpogostejše operacije oziroma komplikacije po srčnih operacijah, ki jih tukaj imenujem, so atrijska fibrilacija, okvara ledvic, potem tudi infekcija na prsnem košu oziroma lahko tudi drugih odzemnih mest, če so v primeru odzemnih mest vene. No in je pa še ena četrta entiteta, kjer smo naredili tudi en določen preboj, hude oblike infektivnega endokarditisa, kjer je potrebno poleg dobre operacije izvesti še določene podporne postopke. Če gremo zdaj pogledati, kaj pa je naša tarčna populacija. Nekako v globalnem smislu je to kar 2 milijona 200 kirurgij po celem svetu. In to so zdaj nam zaupani bolniki, ki jih moramo do konca, bom rekel, pripeljati spet v normalno življenje po srčnih operacijah. In zdaj, če gremo zdaj malo gledati, kaj smo lahko tukaj naredili, specifično v sodelovanju z Paracelsovo univerzo v Nürnbergu, gre za to, da poskušamo mi napovedati aritmije, predno se sploh zgodijo. Zdaj, to je seveda včasih tudi misija nemogoče, namreč veliko je faktorjev, tukaj nekaj tudi publikacij oziroma samo to nekako aluzij na tisto, kar smo spublicirali na področju. Skratka, iz tega kompleksnega, da tako rečemo, schematskega prikaza lahko vidimo, da na določene faktorje lahko vplivamo že pred operacijo, na nekatere ne moremo, pa se vseeno zgodijo, nekatere pa lahko zaznamo in lahko vskočimo v terapijo še predno, bom rekel, terapijo bolnik rabi. No, in to je, bom rekel, eden od namenov, tudi eden od naših enih sidrnih stičišč z metodami potem kardiološke predikcije aritmij. To je tukaj v tem primeru smo pokazali, da z enim navadnim EKG-jem, skratka to, kar si lahko pravzaprav vsak naredi tudi doma, zdaj danes, lahko zaznamo, kateri redni ritem je že bolj navaren v tem smislu, da se bo razvil lahko v eno hudo aritmijo, v našem primeru atrijsko fibrilacijo. No, zato smo takrat bili tudi nagrajeni v Bostonu, tako da smo potem naprej razvijali v normalnih območjih in pa potem podpiramo to za današnjo medicino, se pravi tudi s pomočjo umetne inteligence, tako da trenutno poteka en takle krasen projekt z bavarsko vlado, ki ga bomo, upam, dokončali zdaj leta 2024 in takrat upam, da bomo lahko preko takega monitorja, kot ga veste, tam tole dela verjetno, ne? Ja, dela, super. No, tale aparatek, takole čez mobitel, računamo razviti, s ponosom povem, tle na Inštitutu Jožef Štefan v Ljubljani, bo lahko napovedal te stanja, skratka aritmije po operacijah, ki jih je pa kar do 30%, skratka ni zanemarljivo. No, pa gremo zdaj malo korak naprej
Mi je zelo zanimivo, dr. Čizman je pokazal ledvično insuficienco, nova zdravila v dializi. No, jaz bom rekel, zdaj naslovil problem pri srčnih operacijah, ta problem odpovedi ledvic z druge strani. Namreč, če pogledamo zdaj gor, tole zgornja shema je čist klasična predstavitev, kako smo do zdaj delovali. Zgodi se dogodek, potem pa moramo malo počakati, kreatinin vrednosti rastejo, tipično v prvih 2 dneh in potem konča nekateri procent, se pravi 2 do 3% lahko v zelo rizičnih skupinah na dializi. Ampak problem tega je, da mi ne vemo, ali se bo to kdaj popravilo, koliko je to potencijala, ali bi lahko s kakšnimi zdravili ali pa ukrepi to izboljšali, pa predvsem tudi, ali bi lahko reagirali tako, da do tega ne bi prišlo. No, mi smo se potem z našo skupino, še tole povem, namreč želja pa je, da je teh bolnikov potem čim manj in seveda temu posredno tudi smrtnosti čim manj. Kako smo se lotili? Lotili smo se, da smo pogledali nove markerje v prospektivni študiji in če lahko zdaj, bom rekel, uspešno poročam, lansko leto smo objavili, da je po 2 urah, da imamo 100 stopnja senzitivnosti specifičnosti z markerjem cistetin C in neutrofil gelatinazo, da imamo že prisotne oziroma tarčno identificirane bolnike, ki so kandidati za kakšne terapije oziroma ki imajo zelo visoko tveganje za ledvično insuficienco. To je bila ena študija. Potem smo šli naprej, smo pa rekli, ja, ampak dobro, vsaka bolnica ali pa vsak pa nima na začetku še zelo kompliciranih biomarkerjev, pa potencialno so lahko to dragi. Iz tega vidika smo se pa lotili tega, da smo rekli, tiste spremembe, ki se mogoče sploh ne vidijo, mogoče pa, če pa dobro očala vzamemo, bomo jih pa videli. In smo šli potem gledati v čist miniaturne spremembe in poglejte, za area under the curve, 0,84, kar je že v nivoju zelo dobro proti vdičnem, lahko napovedujemo na podlagi hemoglobina, čist majhnih sprememb in kreatinina, ki je še v normalnem območju, že kateri bolniki bodo razvili odpoved ledvic. Se pravi, to je že kar pravzaprav tak prijeten, uspešen korak naprej. No, tega smo pa potem lansko leto, pa bom rekel, še malo raztegnili, smo šli pa res v skok v daljino, da tako rečem, in vidimo za umetno inteligenco, pa lahko, to je zdaj narejeno pa na 8000 bolnikih, pa lahko naredimo to tako, da napovemo po 6 urah že kateri bolniki, pogledajte tipično, včasih šele čez 7 dni znani ali pa po 2 dneh ali pa po 1 dnevu, mi vemo zdaj po 6 urah že kateri od teh oziroma skoraj vsi od teh, da so pripoznani z našim algoritmom. Kar pomeni seveda, prva stopnja je zdaj uspešno dokončana, mi bomo uspešno zdaj tole validirali, pogovarjamo se s Zuriško univerzo, pa potem še z Münchensko, LMU. In ko bomo, bom rekel, dosti točni, pa dosti praktični, bomo lahko vnaprej prospektivno preprečevali dialize in pa, bom rekel, smrtnost, vsaj za 30% smrtnost zaradi ledvične odpovedi. No, takole pa to zgleda, to sem pa zdaj hotel še na desni strani pogledati, tega boste zmeraj vedno več videli tudi v današnjih publikacijah, to je SHAP analiza, skratka, faktorje smo do zdaj vedno videli kot v regresiji. Za navadnimi odds ratio, se pravi, se sploh ne znam več, da trenutno mi ne pride beseda, bom potem povedal, kako je to slovensko, ali pa mi ne pomaga. Ampak, no, hvala lepa. No, pogledajte, tale odds ratio, to je bilo zdaj klasična predstavitev. Tole, kar je pa tukaj, pa vidite, vse te parametre, ki lahko vplivajo, so razvrščeni po stopnji pomembnosti in so razvrščeni tudi potem, ali vplivajo pozitivno ali negativno in koliko. Se pravi, v enem ploskem grafu 3 načine, 3 podatke dobimo. Kar je pa še najboljša stvar, ko bo dosti podatkov, čisto vsak posamezen bolnik ima seveda tole zbirko nevarnostnih dejavnikov malo drugačno. In če bomo potem vsakega pa z enim dobrim algoritmom tako pogledali, bomo videli, ja, pri nekom je hemoglobin mogoče pomembnejši kot
da izguba krvavitev, recimo, ki je tlele reflektirana v drenaži, nekje drugje bomo pa rekli, tale transfuzija bo pa nekje čistle zgoraj mogoče, ker bo občutljiv. Seveda z zelo dobrimi podatki, pa z enim natančnim delom, še nekaj časa je treba. No, to je ta princip in tole zdaj potem nadaljujemo, še izboljšujemo, da bi prišli čez 90. No, takrat za tem istim postopkom smo se pa potem zdaj pa prišla ideja, to je pa zdaj moram pohvaliti tudi doktorantko tlele pa profesorja na zdravstveni fakulteti, tim profesor Žiberta, smo pa potem to isto naredili za napoved ran okužb prsnice, ki je pa seveda grozljiva komplikacija za zelo dobro operiranega, bom rekel, mu narediš celo 2 arterije, potem pa pride nazaj bolnik čez 14 dni z zagnojenim prsnim košem, v najslabšem primeru pa celo v sepsiji. To je gotovo tisto, česar se najbolj ne želimo, recimo v primeru bypass operacij, ampak najbolj fajn stvar je pa tole, ko sem bil zdaj 2 meseca nazaj v New Yorku, je pa profesor Gaudino rekel, ja, sem mu pokazal seveda naš model, zdaj rečemo, tale naš model sem mu pokazal, ne, s temi faktorji, pa prav, ja, so je seveda super, ne, presbiterijan klinik, ampak, če bi pa vi meni Kališnik vedel povedati, kako je pa, če bi vi meni povedal, kdo bo nazaj prišel, kjer ga moram jaz nazaj sprejeti, to bi bilo pa še boljše. Mene zdaj ne zanima, ali se bo en okužil sam toliko, da mu moram antibiotik, pa bo še zmer doma. Ampak meni je problem, ker meni moj direktor reče, zakaj pa imaš ti po tvojih operacijah tiste 2% bolnikov, ki nazaj pridejo. Pa sem pa tako rekel, čestitke, ne, tole je pa zelo praktično, vidiš, ameriški pristop, ampak odličen cilj. In zdaj gledamo, pravzaprav zdaj poskušamo gledati, kateri so dodatni dejavniki še tle zraven, ki povedo, ali bo bolnik lahko, tudi če dobi okužbo prsnico, to pozdravil doma, mogoče pri splošnem zdravniku, ali pa bo mogel priti celo na kirurgijo. In če bo mogel priti na kirurgijo, potem naj pride en teden prej, ker en teden kasneje bo mogoče že v sepsi. In če je v sepsi, bo seveda še dializa, če pa v dializi pa že mrtev skoraj, ne. Tako po domače, zdaj malo tako, da si predstavljamo, ker to je, bom rekel, težko povedati v 17 minutah. No, in vidite, takole bi pa potem lahko izgledali, če ta algoritem pri vsakmu bolniku, po telefončku vsak kirurg ali pa intenzivni medicinc naredi, bo že zdajle toliko manj infekcij. Vsaka infekcija pa stane 80.000 evrov ali več, kar pomeni, da bom rekel, da bi bili zadovoljni tudi vsi naši odločevalci, pa bom rekel vsi na ministrstvu, ki se tudi trudijo, da bodo naši državljani zdravi, pa da nam bomo preveč zapravili, čisto po domače. No, in če gremo pa zdaj pa še na ta zadnji sklop, tukaj si bom pa tudi dovolil reči, kako je zanimivo, da opažamo, da so trendi endokarditisa vedno večji. Zakaj? Ker smo mi kot populacija starejši, imamo več bolezni s seboj, jih nosimo na hrbtu in pa seveda tudi večkrat smo bili že zdravljeni. Pa so to kakšni pripomočki ali pa so kakšni vsadki, recimo srčni spodbojevalniki, lahko so kakšni stenti, lahko so to nekaj kakšni davi za klopke, karkoli. No, ampak včasih, če je bil kakšen tak vsadek ognojen ali pa zelo vnet ali pa kakorkoli, je bila to že pravzaprav kar ene vrste skoraj absorba. Zdaj to se že zelo dobro zdrav, ampak včasih pa še vedno pridemo do čeri, namreč naredimo tehnično odličen poseg, skoraj si lahko že zaploskamo, pa vsem bolnikom rečeš 48 ur. Kaj se zgodi? Neobvladljiva sepsa velikrat. No, to je največkrat v primeru, najbolj srdovratne so te sepse po stafilokoknih aureus infekcijah. Tukaj smo pa mi, se pravi, 3 klinike so bile, ko smo se potem skupaj združili, na koncu smo pa pol multicentrično objavili, smo pogledali, kaj pa je, če mi poskušamo z enim takim hemacorberjem med operacijo te toksične produkte, pa vse te vnetne, ker zato vse jih je cela kaskada, ampak interleukin 6 in potem vse do 18, pa potem po drugi strani vsi ti razgradni produkti. Kako je, če bi to odstranili iz obtoka? Se pravi, ne samo, da pomagamo, da bo zaklopka ali pa srčno tkivo spet v redu, ampak da tudi, bom rekel, vse tisto, kar se po krvi prenaša in dela v težave in multiorgansko odpoved, da tisto pravzaprav eliminiramo.
No, in smo naredili to prvo. Eno študijo, da tako rečemo, en filter, ne smem reči, ker tu ni filter, to je absorpcija, ne, fizikalno. Tako da, pogledajte, če je tole ping-pong viza za tokle približen površin je, bom rekel, je tle efektivne površine, kjer se te molekule lahko vežejo in tam tudi ostanejo. In to smo potem seveda tudi naredili najprej v naši kliniki. Pogledamo, smo videli mejno različno, ali pa še nismo videli smrtnosti, ki bi bila drugačna v celotni populaciji zdaj. Govorim se pravi o endokarditisu, kjer so povzročitelji vse bakterije, kar jih poznamo. No, potem smo pa le malo glave skupaj dali za Univerzitetno kliniko v Esnu, pa pogledali še enkrat, kaj vse se adsorbira lahko, in iz tega adsorpcijskega spektra smo se pa potem osredotočili pa na najbolj zoprne, pa z najvišjo smrtnostjo, bom rekel, pogojene infekcije. In smo rekli, kaj se pa tukaj dogaja. In pogledajte zdaj tole razliko, to je pa zdaj tale preboj, oboje, tudi po 3 mesecih je pri terapiranih bolnikih s hemozorverjem že visoko značilno. To je zdaj prva stvar, bom rekel, prva od teh publikacij v vrsti. Zdaj seveda moramo to prospektivno randomizirano dokazati, pa me pravzaprav zanima tudi mene osebno, kako se bo zdaj tole stvari naprej dogajalo. Skratka, nismo še čisto v stolu, ampak smo pa že blizu, da se usedemo bolj udobno. Predvsem pa, da ko bomo sedeli, da bojo z nami sedeli pa tudi bolniki, pa da jih bo več, kot jih bi bilo, če ne bi te terapije uporabljali. Hvala lepa. Za te ta izjemen razvoj, za boljši jezik, kar bi prišli po predvoljiših zeletem, bomo na koncu diskutirali. Hvala lepa. Vsi si lahko preberete njegov CV, ker je v bistvu toliko obsežen, da jaz tukaj nisem mogla prebrati tudi, kje je vse sodeloval in kje bi vse in kaj vse dobil, kakšne nagrade. Sedaj bi naslednjo predavateljico, ki bila mišljena po vrsti, povabila dr. Andrejo Praprotnik. Andreja Praprotnik. Tukaj sem. A je tukaj? Andreja Praprotnik. Tukaj sem. Hvala za povabilo. So mi povedali, da ste pa... Dober dan, doktorica Andreja Praprotnik. Dober dan, hvala za povabilo. Dr. Andreja Praprotnik je rojena v Buenos Airesu in je najmlajša hčerka Rudija in Ivke Homan. Je zdravnica specialistka za neonatologijo na fakulteti Univerze v Buenos Airesu. Je izredna profesorica fiziologije in neonatologije na Univerzi v Buenos Airesu. Zadnje leto je koordinatorica neonatalnega intenzivnega oddelka v bolnišnici Sanatorio Trinidad San Isidro in ukvarja se s perinatalno nevrologijo, ter je članica 5 različnih strokovnih združenj in organizacij. Govorila bo o terapevtski hipotermiji pri novorojenčkih s hipoksično ishemično encefalopatijo in o evalvaciji oskrbe in rezultatih ob odpustu v porodnišnici Buenos Aires. Prosim, Andreja, izvolite. Beseda je vaša. Dober. Hvala za povabilo zopet. Dobar dan. Dobar, jaz sem zdravnica, kot je rekla doktorica, sem zdravnica in neonatologinja iz Buenos Airesa, rojena seveda v Argentini, hčerka slovenskih staršev. Moje izobraževanje je v španščini, ne? Pol pa moja slovenščina je bolj domača. Mi manjkajo malo tehnične besede. In upam, da se bomo jih tako razumeli, ne? Potrudila sem se, da moja predstavitev je v slovenščini. Ne vem, bomo videli, če je kakšna pomota, ne? Dober.
Hiposkično-iskemična encefalopatija novorojenčka je eden od najpogostejših vzrokov za dolgotrajno nevrološko oškodovanost otrok. Incidenca, Se opravičujem, ne vidimo še PPT-ja, ne vidite? ne še. Gremo od začetka. Počakajte, bomo že spet. Zaenkrat vidimo samo okno. Okno samo, dobro. Počakajte malo, bomo... Zdaj? Ne, nič se ni premaknilo sploh. Lahko greva po mojih korakih, če vam je v redu. Dobro, gremo nazaj. Se pravi, zdaj ste na Zoomu in tlele imate zeleni gumb Share Screen in izberete zgornjo opcijo, kjer vidite zdaj dvorano. Ja, tam več, tam kjer reče več. To, zdaj se vidi. Ja, super, zdaj pa še full screen. Dobro, fino. Zaenkrat še ni. Čakajte malo. Zdaj pa je, hvala. Ja. Zdaj pa je, ne? Se vidi? Ja. Se, hvala. Dobro, fino. Dobro, zopet začnem. Hipoksična iskemična encefalopatija novorojenčka je eden od najpogostejših vzrokov za dolgotrajno in nevrološko oškodovanost otrok. Incidenca je 4 prizadetih od 1000 novorojenih. V skupini, ki ima poškodbo, približno polovica jih umre ali imajo stalne nevrološke težave, kot cerebralno paralizo, konvulzije, razvojni zaostanek. Terapevtska hipotermija, ki se začne v prvih urah hipoksičnega iskemičnega insulta, je standardno nevroprotektivno zdravljenje. Dobro, mi predstavljamo skupino novorojenčkov z encefalopatijo in naš cilj je oceniti oškodbo in njihove posledice ob odpustu bolnice. Dobro, to je značilnost populacije ali pa to je retrospektivna kohorta ali pa skupina novorojenčkov s perinatalno encefalopatijo, ki so dobili ali pa smo dali telesno terapevtsko hipotermijo med 1. aprilom leta 2014 do 31. julija leta 2022. Z njihove zdravstvene zgodovine ali pa kartoteke smo zbrali klinični razvoj, zapleta ali pa komplikacije, študije, zdravila in nevrološki pregled od odpustu. Rezonance, ultrazvoki, polisomnografije so bile standardizirane. To so 70 novorojenih z encefalopatijo, poprečna starost je 39 tednov nosečnosti, poprečna teža je skoraj 3200 gramov, polovica moškega spola. Glede perinatalnega dogodka, 60 so imeli nekateri dokazan insult. Naravni porod so imeli skoraj 2/3, približno.
Abgar ocena pri 5 minutah je bila manj kot 5 pri 16. pH, ki ne vem, kaj se reče po slovensko, pred prvo uro rojstva, skoraj vsi so imeli 7. Basični pomanjkljaj, skoraj vsi so imeli -15, laktat, polovica so imeli 12,8. Oživljanje, oživeti so bili 30. Glede sarnat in sarnat, to je nevrološki pregled prve ure življenja, ki ocenjuje encefalopatijo, je bila blaga encefalopatija 12, zmerna encefalopatija ali pa zmerni sarnat 48, huda samo 10. Začetni čas hipotermije skoraj vsi manj kot 6 ur. Evolucija. Enteralno hranjenje smo jim dali skoraj vsem. Najprej prve leta jih nismo hranili, ne, smo samo dali, nismo parenteralne hranjenje, ne. Analgezijo, sedoanalgezijo smo dali skoraj vsem, to to zmeri damo. Glede amplitudno poprečne elektroencefalografije, prevladujoč vzorec je bil burst suppression. Antikonvulsijske zdravile smo dali 59 otrok in ni bilo treba prekiniti terapevtiko zaradi zapletov ali pa komplikacij. Skoraj vsi v prvih dnevih so imeli anormalen ultrazvok ali pa ekografijo, ne. Po 3 dneh hipotermije in pred prvem tednu življenja smo naredili polisomnografijo in resonanco. Skoraj vsi, večinoma so imeli pri polisomnografiji paroksističen vzorec. In skoraj vse, večinoma resonance so bile anormalne, ne, ali nenormalne. Ob odpustu preživeli so 66 od 70. Normalen nevrološki pregled so imeli samo 20. Povprečno bivanje 19 dni v bolnici. Ob odpustu diagnoza je bila zmerna encefalopatija 58 od 70, huda 11. Drugi, kar reče tukaj, je bil en stroke. Če analiziramo ob odpustu resnost encefalopatije, pri povezavi med lezijami rezonance in nevrološkim pregledom od odpustu, 1/4 z blagim rezultatom imajo normalno resonanco. Ja. In polovica normalen nevrološki pregled. Tukaj. Pri zmerni encefalopatiji samo 10% imajo normalno resonanco in
40% pa normalen nevrološki pregled. Pri hudi nobeden ni imel normalne niti rezonance, niti nevrološkega pregleda. Če povezamo resonanco in nevrološki pregled, vidimo, da več kot polovica, ki ima anormalno resonanco, tukaj, ima patološki nevrološki pregled. Na zaključek je v tej kohorti je bila hipotermija varna terapija, ki vemo, da je varna je že standardno zdravljenje. Opažamo, da z leti smo fleksibilizirali izbirne kriterije. Zdaj, drugi del tega dela, šele zdaj smo v tem, da vidimo v tej skupini, kako jim bo šlo, kadar imajo 18 mesecev ali pri začetku šolstva. Dobro. Hvala lepa vsem. Prosim že spet, da mi oprostite, če ne govorim tako dobro slovensko, ampak dobro. Se mi je zdelo, da ta kongres je treba govoriti po slovensko. Hvala lepa. Prisrčna hvala, profesor Praprotnik. Predvsem smo vsi ganjeni, da ste si, čeprav rojena v Argentini, dovolili govoriti slovensko in govorili ste odlično, verjemite mi. Čestitke tudi za vaše delo in za vaše velike izboljšave pri preživetju in zmanjšanju nevrološke prizadetosti pacientov in vam želim veliko uspeha pri vašem delu tudi naprej. Zdaj, če v bistvu mogoče, boste spremljali nas do konca, da bo do konca, na koncu diskusija ali želite? Ne, bom do konca. Ja, bom do konca. Hvala lepa za enkrat. Hvala. Sedaj bi pa povabila na oder dr. Polono Šafarič-Tepeš. To je hči mojega dolgoletnega partnerja, tudi njena mamica je danes tukaj in je pozdravljena. Doktorirala je na Univerzi v Ljubljani in v sodelovanju s Cold Spring Harbor laboratorijem na Long Islandu. Tam, kot vsi veste, je dobil Nobelovo nagrado za DNK Watson, sta dobila Watson in Crick in ona tudi zelo dobro pozna Watsona in sta dobra prijatelja, ki še vedno živi na Long Islandu. No, imela sem tudi priliko videti to njeno delovno okolje takrat. Svoje raziskovalno delo je opravljala na področju onkologije ter pristopih precizne medicine. Preučevala je mehanizem odpornosti tumorjev, razvila je nova molekularna orodja na podlagi CRISPR-Cas9 in nove predklinične modele na preučevanju redkih rakov, kot tudi validacijo novih tarč za njihovo zdravljenje. Dr. Šafarič sodeluje v UPenn University kliničnim centrom pri klinični študiji v drugi fazi pri vključevanju bolnikov z mezenhimskim kondrosarkomom na ciljno zdravljenje. Trenutno je zaposlena pri Northwest Health in razvija neinvazivni diagnostični test za odkrivanje endometrioze in pa tudi možnosti zdravljenja in izboljšave plodnosti žensk. Dobila je tudi nekaj nagrad in sicer je bila leta 2021 imenovana za članico Royal Academy in Science International Trust, maja 2023 je prejela nagrado za ženske v znanosti in leta 2021 je prejela Krkino nagrado za svojo doktorsko disertacijo. Prosim, Polona, očaraj nas. Hvala. No pressure, right? Najlepša hvala organizatorjem za povabilo in me veseli, tukaj imam še par plonkalcev, pa predvsem za slovenščino, tako da me veseli, da ste tukaj še ostali z mano, ki šerate iste težave. Torej,
Hvala res za ta predavanje. Meni je bilo zelo zanimivo pogled tudi glede migrene, ker pri endometriozi je tudi nekako povezana. In bom šla v detajle malo kasneje, ampak za začetek bi rada pa predstavila mojega delodajalca, to je Northwell Health. Gre za mrežo 900 bolnic in zdravstvenih domov, ki dejansko vključuje več kot 12 000 zdravnikov, na leto zdravi več kot 2 milijona bolnikov, torej celo Slovenijo. Ima tudi letni proračun 16,5 milijard dolarjev. Trenutno je zaposlenih več kot 85 000 delavcev, to pomeni, da se uvršča v največjega delodajalca Zvezne države New York. In ima en sam Research Institute, se pravi raziskovalni inštitut z zgolj 500 raziskovalci, tako da ni nas veliko, na tem tudi jaz raziskujem in trenutno delam na področju onkološke ginekologije. In upam, da na koncu mojega govora vam bom pojasnila, zakaj sem nekako se odločila, da delam na tem področju in da sem se nekako preusmerila v to področje, ker je zelo exciting new field, sploh glede znanosti. In gremo kar mogoče v statistiko. Na svetovni ravni narašča število neplodnih parov. Svetovna zdravstvena organizacija je letos aprila izdala poročilo, da je zdaj že vsak 6. par neploden in število neplodnosti narašča iz leta v leto. Nažalost, oziroma na srečo tudi, mogoče neplodnost ne izbira spola, tako da je enakovredno razporejena med moškimi in ženskami. Ampak pri ženskah 50% za neplodnost je vzrok endometrioza. In tudi naš delodajalec, torej Northwell Health, je prepoznal, da je dejansko to globalni problem. Ne le to, da je endometrioza prisotna pri skoraj 10% menstrualnih žensk, ženski menstruirajo, ampak tudi težava je v tem, da ni nobenega dobrega neinvazivnega testa, kajti ženske ponavadi, ki imajo endometriozo, so diagnosticirane v roku 7 do 10 let in to le z invazivno laparoskopsko operacijo. Zato je tudi Northwell zdaj vložil $1 milijon na leto v naš laboratorij, da razvijemo neinvazivni test, ki bo nam omogočal hitrejšo detekcijo in pa tudi po možnosti zdravilo za endometriozo oziroma za izboljšanje plodnosti. In kaj sploh endometrioza je, poleg tega, da je odgovorna za 50% neplodnosti, gre za rast endometrioskega tkiva izven maternice. To nastane predvsem zaradi retrogradne menstruacije, torej menstrualni izliv seveda gre z gravitacijo proti nožnici, ampak tudi pri mnogih ženskah gre retrogradno skozi fallopian tubes v peritonalno votlino. In v 10% žensk ne pride do clearansa teh celic, ampak dejansko se te celice nekako pričvrstijo na tkiva, vključno za peritonalno votlino, jajčniki, tudi diafragmo, tudi rektum in tam povzročajo lezije. Tako da mi smo se fokusirali potem na glavnega krivca in to je seveda ta menstrualni izliv žensk z endometriozo in žensk, ki nimajo. Predvsem stromal cell, se pravi stromo, in tega si zapomnite, ta je bad guy. In trenutno imamo odprto klinično študijo 2, in sicer imenuje se ROSE, kjer rekrutiramo bolnice, ki imajo z laparoskopsko potrjeno endometriozo in zdrave prostovoljke, kjer nekako probamo pridobivati menstrualni izliv in razumeti, kako so različne tkive in celice med enim pa med drugim. In uporabljamo single cell RNA sequencing, torej sekvenciranje na nivoju RNK, na nivoju ene same celice. In tole so rezultati 9 kontrol in 12 bolnic za endo.
In vsaka točka na tem grafu predstavlja eno celico in te so nekako logično organizirane v skupine in tudi po barvah, glede na to, kako so si genetsko podobne v smislu, katero tkivo predstavljajo oziroma kateri tip celic. In lahko že takoj opazite, da tale roza krogec tukaj je pri bolnicah z endometriozo močno zmanjšan. To so uterine NK cells, se pravi naravne celice ubijalke, so zmanjšane, medtem ko limfociti B so povečani. Ampak tele bad guysi tukajle pa dejansko kvantitativno ni nobenih razlik. Tako da smo se odločili, da želimo pogledati kvalitativne razlike med temi bad guysi. In tukaj pa mogoče so se pa pokazale dejansko razlike in kaj se dogaja. Ena stvar, ki jo mogoče morate razumeti, tukaj je decidualizacija, to je v bistvu proces endometrijskih celic, da grejo v poseben proces, kjer omogočajo implantacijo zarodka. Torej, če stromalne celice v endometriju ne grejo v to fazo, dejansko pride do miscarriagesa, se pravi kaj splav. Se pravi, to je res pomemben proces. In če ste mogoče kdaj slišali, ni vedno pomembno, da je seme fertilno, mora biti zemlja fertilna. In pri bolnicah za endometriozo smo pokazali, da teh celic praktično ni, kar je mogoče razlog, zakaj so neplodne. Je pa dosti več celic, stromalnih celic, ki imajo povečano fibrozo in pa senescenco, torej naravno celično staranje. In pred kratkim sem razvila metodo za hitro detekcijo teh starih celic, senescenčnih celic v menstrualnem iztoku in smo pokazali, da dejansko pri bolnicah za endometriozo imajo dosti več teh starih celic. In zato smo rekli, dajmo probati specifično ciljati te celice z senolitiki. To so zdravila, ki aktivno, selektivno uničijo stare celice, senescenčne celice. Glede na to, da imam samo še 2 minuti, bom samo predstavila primer Quercetina, ki je uspešno zmanjšal število starih celic v kontrolah, torej z 7,4 na pod 2%, ampak še bolj pomembno je to, da je senolitik tudi izboljšal decidualizacijo teh celic, torej celice, ki so pripravljene, da sprejmejo zarodek. In tukaj, to je izboljšal na kontrolah, pa tudi v bolnicah z endometriozo, ki sem predhodno pokazala, da te nimajo celic, ki dejansko so sposobne decidualizacije. Tako da take home message bi bil, da če zmanjšamo število teh starih celic, lahko izboljšamo decidualizacijo oziroma pripravljenost endometriuma, da sprejme zarodek. Tako da za končni slajd bi rada sem povedala, da zdaj pripravljamo klinično študijo, ker bi radi videli, kako senolitiki dejansko vplivajo na izboljšanje plodnosti pri navadnih kontrolah, kot tudi bolnic z endometriozo. In to smo zelo odprti na sodelovanje tudi izven ZDA, tako da, če je tukaj kakšen ginekolog oziroma poznate ginekologe, bom z veseljem se tudi z njimi pogovorila glede možnosti sodelovanja. Tako da za konec bi se rada zahvalila naši skupini, gre za ogromno skupino, več kot 30 kliničnih koordinatorjev, zdravnikov, sester, kot tudi raziskovalcev, ki delamo na tem projektu ROSE. In upam, da sem vam tudi nekako dala pojasnila, zakaj sem šla v ta exciting field in kako v bistvu malo je raziskano področje ženskega reprodukcijskega zdravljenja oziroma zdravja in kako velika je potreba po novih zdravilih in po novih načinov oziroma novih diagnostičnih orodij. Tako da hvala in se veselim vprašanj. Hvala, Polona. Zdaj, v bistvu veliko časa nimamo za diskusijo, ampak mogoče bi za vsako temo 1 do 2 vprašanji, tako da bi kar začeli z migreno.
Potem pa šli po vrsti Boruta, vas profesor in tako dalje. Prosim, izvoli Majda. Hvala, profesor Bojana, za krasno predstavitev novih metod zdravljenja migrene. Jaz pa kot nevropediater, ki sem delala z otroci, z mladostniki, me zanima, kako je pa pri mladostnikih, ali je ta študija samo za odrasle, ali se tudi dotakne mladostnikov in če se tudi na področju otrok oziroma mladostnikov kakšne nove študije. Sama namreč sem imela veliko pacientov oziroma mladostnikov, in po natančni anamnezi, pregledu in eventualnih preiskavah ter po navodilih za preventivo sem imela izredno dobre izkušnje pri mladostnikih z akupunkturo s ponuditvijo. Hvala za odgovor. Hvala za vprašanje. Zdaj, če se dotaknemo novih, pravzaprav nefarmakoloških metod, kot si omenila, te so absolutno vedno spremljevalci kakršnega koli zdravljenja, akutnega ali pa preventivnega. Se pravi, vedno kombiniramo z nefarmakološkimi metodami in veliko uspemo za akupunkturo. Kar se tiče zdravil za akutno zdravljenje, vemo, da se danes pri otrocih triptani že normalno uporabljajo, čeprav niso bili študirani, ampak klinična praksa je pokazala, da se lahko uporabljajo. Druga zdravila, novejša, recimo za akutno zdravljenje, kot so gepanti pa ditani, tudi niso vključevali otrok. Ampak zlasti ditani, ko imajo res malo neželenih učinkov, mislim, da se bodo hitro začeli uporabljati in kakor komuniciram s kolegi, gepante in ditane že uporabljajo in pri otrocih, in pri starejših, in pri tistih, ki so kardiovaskularno ogroženi, ker imajo izjemno malo neželenih učinkov. In pa tudi klinična praksa zdaj že z leti, ker monoklonska protitelesa se v svetu uporabljajo zdaj že 4-5 let, tudi vse bolj nakazuje, da so varna. Tako da jaz mislim, da pa tudi na to področje počasi se, tudi za nosečnice, doječe matere in za otroke. Hvala, jaz imam še eno vprašanje glede migrene. Kakšna je distribucija migrene glede na starost? A je več prisotna pri mlajših ali pri starejših ali ne izbira spola? Hvala za vprašanje. To je pač pomembno vprašanje, zato ker vemo, da migreno imajo 3-krat pogostejše ženske kot moški, ker so močno vpleteni tudi hormoni v etiologijo migrene, pa tudi genetsko so močno pogojene. So pa bolj prizadete seveda tisti pacienti v najbolj produktivnem obdobju, tam od seveda 18. do 49. leta. Zato je to tudi toliko bolj pereče vprašanje in je to toliko bolj obremenjujoča bolezen. Mogoče kar naslednjega, profesor Kališnik, imate kakšno vprašanje? Jaz bi se rada zahvalila kolegu za njegov res izjemno lep prispevek, odnosno edukativen. Problem infekcije v srčni kirurgiji je nekaj, kar je ne sme biti. Profesor Radovanovič nas je učil, da je infekcija v srčni kirurgiji intelektualni škandal. V glavnem imam kar nekaj vprašanj za tebe, vendar so strogo strokovna, tako da ne bi sedaj utrujala poslušalcev. Seveda je to izjemnega pomena odkrivati infekcijo, ampak še bolj je pomembno, da jo preprečimo. In pri nas se res trudimo, morda do absurda, kako preprečujemo infekcijo, zato je naš procent zelo mali. Ampak čim nekako razširimo ekipo in nekdo pride iz drugih ustanov in sodeluje v našem procesu, ni tega navajen. In morda je to tudi en tak pristop, ki ga je vredno posnemati. Jaz sem se to naučila v Švici in mislim, da so oni izjemno strogi, tako da smo to uvedli tudi pri nas.
To, kar ti raziskuješ, je pa izjemnega pomena, ker to ni infekcija v bistvu. Faktori, ki se sproščajo ob ekstrakorporalni cirkulaciji in so zelo škodljivi. To je tisto, kar mene zelo zanima. Kako v bistvu obvarovati bolnika pred inflammatory process, ki je na celičnem nivoju in ni vezan z tujim, z infektom. Tako da imam kasneje še veliko vprašanj za tebe. Hvala. Jaz bi vas pa vseeno vprašala nekaj bolj konkretnega, če lahko. Glede atrijske fibrilacije, vemo, da se zdaj lahko že pred časom z temi implantanti in vi ste izumili celo ta rekorder na telefonih. Kaj pa recimo glede zdravljenja? So kakšne novosti zdaj na področju atrijske fibrilacije, ne samo ti, ko jih mi poznamo in izvajamo? Kaj je na pohodu, kaj je novega? Ja, hvala, gospod profesor, za dobro vprašanje. Pravzaprav vprašanje razumem v dveh smerih. Eno je na splošno atrijsko fibrilacijo, ki jo vidimo, ki je kot pridružena. To je tista, ki jo bolnik prinese, da tako rečemo, na operacijsko mizo. Se pravi, ali se je tam v zadnjih 30 letih kaj novega zgodilo? Da, se je. Sem bil pravzaprav priča, bom rekel, tudi profesor Coxu v St. Louis, Washington School, Missouri, Washington University, ko je pokazal, kako je pravzaprav prišel do tega, da je najprej atrije razrezal, no zdaj pa to delamo z radiofrekvenco pa z ledom. Naredimo posebne lezije, da tako rečemo po domače, prekopljamo tako, da tisto, kar imenujemo električni signal, če primerjamo z vodo, da teče spet v pravi strugi. In dobimo sinusoiden. To je ena stvar. To delamo z veliko uspešnostjo, še posebno, če so oblike atrijske fibrilacije odkrite dovolj zgodnaj, da ni še fiksirano, tako kot profesor Zorževa pravi, da ni potem že preko vnetnih procesov kronične modulacije to tako fiksirano, da je tkivo praktično irreverzibilno pokvarjeno. Ampak drugo področje, ki je pa zelo zanimivo, to, kar bi pa mi tudi malo z našimi telefončki pogledali, ali pa bom rekel, ki pa tudi jaz vidim, da imam že včasih salve atrijske fibrilacije, pa so kratke, ne, na mojo uro pa tako. To je pa tista, ki pride pa gre, pa smo do zdaj mislili, če pride pa gre, pa naj kar gre, ne, pa ni problema. Pa ni res. Se pravi, povzroča srčno, možgansko kap, ishemične inzulte. In tlele imamo stitišče in druga stvar, pravzaprav zelo važno bi bilo prepoznati, katere so te daljše od 6 minut epizode, ki že lahko naredijo prvič možgansko kap, pa drugič mogoče tudi, da povzročajo, da se ti strdki še pogosteje nabirajo v levem srčnem ušescu. No, tlele imamo tudi novost, delamo pri tistih, ki so visoko rizični, amputacijo levega srčnega ušesca ob operaciji. Zdaj pa samo še 2 stavka za to zadnjo, pooperativno atrijsko fibrilacijo, ta je pa predvsem vnetna zaradi oksidativnega stresa, pa lihtko lahko dela problema v smislu smrtnosti, pa kapi. No, tukaj je pa precej pomembno, da jo zelo dobro prepoznamo in da prej terapiramo, preden pride do nje. Z beta-blokerji, amiodaronom in pa novo, 1 leto staro, preventivni koncept atrijske ablacije. To bo pa zdaj zanimivo, bomo videli, do kam pride, ali pride do New Englanda, kam drugam. Hvala lepa, obita se nam veliko, zato ker vemo, da imamo skoraj 30% kapi neznane etiologije, ne, to so te ESOS kapine in to je to, kjer čakamo težko te rezultate. Hvala. Borut, zdaj bi tebe vprašala, najprej prosim auditorij, če bi lahko dr. Čižmana karkoli vprašal o njegovem delu, o razvoju teh novih zdravil. Ja, saj smo kasneje začeli. A ste mogoče tudi KIM-1 gledali od teh predictors za acute kidney injury? Kako ste pa vedel? Ja, odlično vprašanje. Videli smo določeno razliko, ampak ni bilo še dovolj diference ni bilo. Tako da ni še specifičen dovolj.
Mene pa zanima vseeno obeti tega novega zdravila, ko ga zdaj razvijate, kakšno prednost bo imel pred drugimi. Ja, lorundrostat, zdaj je bilo, druga faza študije je bila publicirana v septembrski številki JAMA in je izredno doze zdravila znižajo krvni pritisk v povprečju za 12 mm živega srebra. Zdajle v Filadelfiji, ko pa je Ameriški nefrološki kongres, pa bomo skušali ugotoviti, zakaj so nekateri pacienti se znižali za 30 mm živega srebra, ker je seveda ogromno. Zgleda, da je vzrok v debelosti, tisti, ki so imeli večji ta BMI, ne, nad 30, in pa zgleda, da so še nekateri pokazatelji, kot je leptin, se pravi nekateri negenomski činitelji, ki bi bili lahko povzročitelji, ampak seveda to so preliminarne hipoteze. Hvala. Še komentar, dr. Kališnik? Ja, zdaj trenutno sta dve zdravili, zdaj smo začeli tretjo fazo. Eno zdravilo je od AstraZeneca, Baxdrostat in lorundrostat, tako da je malo, tako bi rekel, velika farma pa mala farma, zdaj bomo videli, kako bo šlo. Verjetno če bo vse v redu pred 2026, verjetno ne bo na voljo. Ja, ker je ogromno neurejene arterijske hipertenzije, popolnoma rezistentne. Ne? Jaz bi pa čestitev dr. Čižmanu za odlično, ne samo publikacijo, ampak odlično delo. To včasih ne zavedamo se, da včasih za enim paperjem, rečemo na rokovajih, stoji celo življenje, pa ne samo enega. Tako da čestitam. Zdaj imam pa eno vprašanje. A mislite, da bi tale vaša zdravila tudi za naše bolnike bila, bom rekel, zdaj to je laično, provokativno, izredno, tako namenoma. Če bi vam jaz pokazal, katere bolnike po operaciji bi pa potreboval, bo neko zdravje z vašo pomočjo, kaj bi mi pa, katero zdravilo bi svetovali, kaj bi rekli? Moram reči, da je to zelo dobro vprašanje, ker ko sem jaz prišel na GSK, so kardiologi začeli študijo, ko so dali zelo velik odmerek tega zdravila pred srčnimi operacijami. In to je bila doza približno med 10 in 15 krat. Je bila ena doza pred operacijo. Žal rezultati niso bili zelo spodbudni, ne bi rekel, da so bili škodljivi, ampak vsekakor niso bili pozitivni. Ker to je isto je problem, ko grejo ledvični bolniki na operacijo, je potem vprašanje, koliko zvišaš hemoglobin, predvsem za tiste, ki so na transplantacijski listi, da jih ne senzibiliziraš, in seveda potem je vprašanje, koliko eritropoetina rabiš in kdaj začneš pred operacijo, da ga potem pripraviš na... Tako da to zdravilo, želeli smo, da bo tudi odobreno za bolnike, ki niso na dializi. 4 zdravila iste vrste so odobrena na Japonskem, ki niso zahtevali, njihova agencija ni zahtevala dolgoročnih študij. Tako da bomo videli, kako bo v prihodnosti. GSK se ni odločil, da bi nadaljeval to študijo oziroma dal novo študijo, ker je že ta študija stala približno $500 milijonov. Hvala. Zdaj pa samo še vprašanje za dr. Praprotnik, prosim. Zdaj bi, če smo pravični, ne, moramo dati še vsakmu po eno vprašanje, še dvema predavateljicama, potem se boste pa zunaj pogovarjali, prosim. Za dr. Praprotnik vprašanje, prosim. Ja, hvala lepa. Prvo, Andreja, hvala lepa za tako lepo predavanje, sem se tako mislil, to je pa naša.
Vprašanje, ki ga želim postaviti, ima veze pa s to specializacijo, pravzaprav, ker imaš to nesrečo, ki jo ima veliko slovenskih zdravnikov iz Argentine, in sicer, da imaš specializacijo, ki v Sloveniji ne obstaja. Ali je to neonatologija, ali je to kot recimo pokojni Silvo Lipovšek, otroški kirurg, moj oče geriater. In kako si doživljala to težavo ali pa ta proces, ali ne ravno dela v Sloveniji, ampak stika s Slovenijo, s tvojo stroko, ki v Sloveniji nekako obstaja, uradno pa ne. Kako je bil ta stik? Ja, jaz nimam preveč stika z neonatologi, ne? Zato ker skoraj vsi so pediatri, ampak niso prav neonatologi, ne? Pol pa nimam preveč stika. Naprimer, če jaz bi hotela narediti nostrifikacijo, jaz nisem pediater, jaz sem neonatolog. Pol pa je težko v Sloveniji iz temu delati, ne? Okay. Pa še Polono za dr. Šafarič, ima še kdo kakšno vprašanje? Jaz moram povedati, da se na področju endometrioze res ne spoznam, tako da mogoče me zanima ta povezava med migreno pa endometriozo, ker je zelo hormonska bolezen. Izvoli, Borut, vprašaj. Hvala lepa. Polona, zelo lepo predavanje. Ali je ta senescenca celic kaj povezana z starostjo? Ker zdaj pravijo, da se otroci pojavljajo kasneje kot pred 50 leti, da zdaj je ženske rodijo po 30 letih. Ali je to kaj povezano, ali je to se pojavlja tudi pri mlajših osebah? Hvala, to je zelo dobro vprašanje, ki ga žal nisem mogla iti v detajle zaradi omejitve časa. Ampak vse bolj ugotavljam, da senescenca je zelo kompleksen pojav, ker v bistvu zdrava tkiva potrebuje senescenčne celice za zdravo regeneracijo. In če pomislite, endometrij gre vsak mesec, postane odprta rana, največja odprta rana vsak mesec in se mora zaceliti in normalno funkcionirati, brez fibroze. In to 400-krat v obdobju žensk. Je to v bistvu en res izjemen organ, če ga bi bolje razumeli, bi tudi regenerativna medicina koristila od tega. In te senescenčne celice pomagajo pri regeneraciji. Problem pa je to, da ker ne pride do clearancea za uterine NK cells, torej za imunskimi celicami, ne odstranijo senescenčnih celic v pravem času, se te nabirajo in povzročajo bolezni in so odporne na apoptozo, se pravi na celično smrt. In zdaj hočemo te rezistenčne stare celice odstraniti iz tam. In to je dejansko problem. Tako da, upam, da sem odgovorila. Še eno vprašanje, zadnje, profesor Beović. Čujem, ni vprašanje, ampak v Sloveniji sedaj imamo specializacijo iz neonatologije, tako da kolegica je zelo lepo povabljena k nam, ker vem, da kadra povsod manjka. Hvala lepa. Hvala za ta sklop in Metka predajam. Zdaj pa gremo na eno res kratko pavzo na kavo, pa nadaljujemo potem. 10 minut.